Živijo barabe in dobrodošli v novem videu in to je mislim, da že tretji ali drugi video v tem letu, no sej ni važno. Ena zanimivost, preden začnem bluziti o tem, kar pač bom bluzil, ste že v naslovu videli, o čem bom bluzil. Pizdarija, odziv na mojo reakcijo na Emo je fenomenalen. 3 dni, 30.000 ogledov, oziroma čez 30.000 ogledov. Za ta video sem se potrudil 10 minut pripravil, da sem pač spisal nek scenarij, 20 minut snemal in dajmo reči 2 urci montiral. Potem imaš pa tam vlog, kjer gre že kup enega denarja, samo da prideš na destinacijo, potem si tam po 10 km na dan, da vse posnameš, vse zajameš, ogromno enega video materijala, vse skupaj mi en vlog vzame od potovanj, snemanj, montaže, 30 do 40 ur dela. Za en vlog, ki traja 20 do pol ure, od 20 minut do pol ure. In v enem mesecu, ne vem, 20.000 ogledov, ok, eni imajo več, eni manj, pizdarija, ne. Ampak ja, ljudje imate raje take bedarije, kot pa dejansko stvari, ki so res na visokem in kvalitetnem nivoju. Ampak nič za to. Vloge bom vseeno snemal. In upam, da v kratkem grem nekam, imam neke plane. Sicer bi mogli že februarja, pa se nam je nekaj porušilo, tako da jaz upam, da čim prej, ker se me že prsti me srbijo, da posnamem hud vlog. Nič, danes bomo govorili o menstrualnih pripomočkih na moških vecejih. Pa preden začnem bluziti, dajmo si pogledati tale prispevek. Ob koncu še na Ljubljansko filozofsko fakulteto, ta je z novim letom na svojih straniščih zagotovila potrebščine, ki jih ženske sicer nujno potrebujejo vsak mesec. Na straniščih so na voljo brezplačni menstrualni higienski pripomočki, ki za marsikatero žensko predstavljajo velik strošek. Menstrualni pripomočki so dostopni tudi na moškem stranišču. Ja, tako pa predvsem, da je za vse enako dostopno. Brez diskriminacije. Študentska organizacija Filozofske fakultete letos izpolnjuje obljubo o boju proti menstrualni revščini. Prva stvar, menstrualne higienske pripomočke zelo podpiram na ženskih vecejih. Vem, da so te zadeve zelo drage, ko grem za punco kupiti, vidim cene in si mislim, ja, o bože dragi, a to je tako drago. In marsikatera ženska si tega ne more privoščiti in seveda to zelo podpiram, da je to dostopno ženskam na javnih vecejih, ali na fakultetah, ali na vecejih, na železniških postajah, bodisi avtobusnih in tako naprej. Seveda prihaja do zlorab, ženske to so začele krasti, izkoriščati in te tampone in vložke so pač kradle in jih nosile domov. Ampak posod, kjer pač nekaj ponudiš, bo prišlo do zlorab. To je pač 1+1, to je v naši naravi, ker ljudje smo pač ogabni. To bi se lahko prakticiralo že leta in leta nazaj, ker nekatere punce si tega res ne morejo privoščiti oziroma si težko privoščijo. Sploh v današnjih časih, ko je vse tako bizarno in ekstremno drago. In prav je, da so brezplačni menstrualni higienski vložki na voljo ženskam. Tukaj pa pridemo na ta bizarni part. Ta bizarni part je, da so vsi te pripomočki na voljo tudi na moških vecejih. Ja nič, potem takem naj bodo na gradbiščih fantje in moški deležni manikure. Ravno tako nesmiselno mi to zveni. Koj kurac bo enemu gradbeniku manikura, če dela z rokami in ta manikura bo po 20 minutah uničena. Ali pa ne vem, dejmo dati v spovednice pornografijo. Martin Golob, no hate, tebe veš, da imam rad. Kakšen je to pozdrav? Ne, to je Roman salut. Nič, gremo nazaj. Za vse enako dostopno. Brez diskriminacije. Ravno ta beseda mi je tako lepo sedla, ki je rekel, da bo za vse enako. Za vse enako dostopno. Pa se je. Na moškem veceju je pač poskrbljeno za moške, na ženskem je za ženske. Menstrualni higienski pripomočki na moških vecejih so mišljeni za transspolne osebe. To je mišljeno za ženske, ki se identificirajo kot moški oziroma so svojo žensko spolno identiteto na nek način zamenjale za moško spolno identiteto. To je mišljeno za te osebe. Ampak pa se je za vse enako. Ženska, ki se identificira kot moški, je ženskega spola. To, da ona misli, da je moški in da se identificira kot moški, to so njeni problemi, to niso problemi družbe. Vsak človek ima neke psihične probleme. Tudi jaz jih imam, si moraš misliti. In da bi rada vse perfektno in bi rada vse v nulo. In tudi to, da
se preveč ženem, karkoli delam. To so stvari, ki jih moram urediti, ker me ovirajo pri vsakdanjem življenju. Ampak to, da se ti identificiraš kot, ne vem, ameriški hladilnik, to so malo bolj resnejši problemi. Pa tudi to, da se identificiraš kot moški, čeprav si ženska. In ja, za vse je enako. Ženska, ki se identificira kot moški, je ženskega spola. Na ženskem WC-ju imaš menstrualne pripomočke. To ni naš problem, problem družbe, če se ti identificiraš kot moški. To je tvoj problem. Če ženski, ki se identificira kot moški, ne pove to dovolj, da bi mogla iti na ženski WC, ker je ženska po ženske menstrualne higienske pripomočke in na to oditi na moški WC, da na moškem WC-ju opravi žensko potrebo, če ti to ne pove dovolj, potem jaz mislim, da ti noben strokovnjak ne more pomagati. Lahko naredi ne vem kaj, lahko se nabilda, lahko obleče najbolj moške cote in si pusti brado, ampak tvoj spol je ženski spol. Pa naj se še ne vem, kako primitivno sliši in jaz sem primitivci, ne vem kaj vse, super, sem. Pa ne glede na to, kako znam biti primitiven in zaprt in ozkogleden in ne vem kaj vse, jaz razumem, da osebi, ki je ujeta, bom rekel, v telesu in si želi biti nasprotni spol, v tem primeru ženska, ki si želi biti moški in obratno. Verjamem, da taki osebi ni cool in gre skozi pekel in ne vem kaj vse, ker ne vem, kako bi se jaz počutil, če si ne bi bil všeč v telesu, v katerem sem ujet. In to vsekakor ni fajn in vsekakor te ljudje borbajo verjetno vsak dan in ni enostavno. Verjamem, da ni. Tudi meni ni bilo enostavno, ko sem imel 30 kg manj. Ni, da sem se počutil ujet v telesu, ampak mi ni bilo všeč, ko sem se pogledal v ogledalo, ker sem izgledal kot, bi rekel moj foter, dahovski atlet. In enako je pri teh osebah, mogoče celo huje. Te stvari mora vsak človek rešiti pri sebi. In zdaj pa to čaka, da družba nekaj naredi, zato da se boš ti boljše počutil, to je utopija. In vsak pri sebi ve točno, kaj mora narediti, da bo srečen. Oziroma, vsak je gospodar svoje sreče. In ravno to, vse je za vse enako. Na ženskem WC-ju so ženske zadeve, na moškem so moške. Pa dajmo potem, da če na ženski WC moške parfume, ker pač, zakaj pa ne? Ne bi moški malo šel na ženski WC, aha, imate tudi tu parfume, tega bi imel, ker ga na moškem ni. Ampak ne, takrat boš psihopat. Kaj ti kurac delaš na ženskem WC-ju? Perverznež, vem, prišel si gledati ženske, da se ga drkaš. Pa če gremo že tako, da ni diskriminacije, pa da je za vse enako. Cool, jaz se v prostem času rad identificiram kot Deadpool, Spider-Man in Batman. Hej! Ja, jaz sem Spider-Man. Ja, vem, nasilje ni rešitev, ampak v nekaterih primerih moraš biti malo nasilen. Kdo bo meni zagotovil, da me ne bodo na letališču, upravni enoti, na pošti, na banki, organi pregona vrgli na tla in mi dali dol masko in me odpeljali? Kdo mi to lahko zagotovi? Noben. Na letališču biti z masko, imaš hitro problem. Na banko iti oblečen kot Deadpool z 2 katanami in z nekimi kvazi orožji, ja, hitro bom ležal po tleh in bil verjetno aretiran in še obtožen poskusa ropa in ne vem kaj. Ampak jaz sem pač Deadpool. Dajte mi pustiti, da sem Deadpool. Zakaj me diskriminirate? Jaz bi rad na letališču šel kot Batman na letalo, ker sem Batman. Od 6. ure zvečer do 3. zjutraj sem Batman. Ampak to si pol takoj psihopat in kriminalec in nevaren za družbo. Tako da to so bizarne stvari, ki jih zdaj govorim in veliko enega nesmisla, ampak ravno tako vidim nesmisel v menstrualnih pripomočkih na moškem WC-ju. Pač, če si ti ženska, ki se identificiraš kot moški, si ženskega spola. Zelo kmečko in zelo po domače povedano, kot sem še prej povedal, še enkrat povem, to je problem osebe, to ni problem družbe. In če ti to ne pove dovolj, da ti kot ženska, ki se identificiraš kot moški, moraš iti na ženski WC, ker si ženska in na ženskem WC-ju vzeti ženske menstrualne higienske pripomočke in kasneje s temi pripomočki odideš na moški WC, ker ti misliš, da si moški, in tam opraviš žensko delo, kjer si pač zamenjaš vložek, bodi si tampon. Če ti to ne pove, da nekaj ne štima, potem jaz mislim, da noben strokovnjak ne more taki osebi svetovati. Razen če pač
družba misli, da si bomo moški te tampone gurali v guzico, ko imamo drisko, pa da nas zapre. Mene ne moti, lahko je na moškem WC-ju analni čepi, vložki, ne vem, šalčke za menstruacijo ali kaj vse obstaja. Jaz prijem na javni WC opraviti potrebo številka 1, to je, da grem lulat. Potrebo številka 2 probam zdržati do doma ali pač do hotela, kjerkoli pač se nahajam, ker na javnih WC-jih moram dati 40 kg papirja, da se lahko usedem, v nasprotnem primeru se mi gravža. Jaz tam lulam, otresem lulek, ga obrišem, umijem roke in grem. To je to. Me ne moti, nič, lahko plešajo tipi, stiči, delajte kar želite, jaz prijem tam lulat in grem. Problem je v tem, da ta filozofska fakulteta ne dela to, ker so oni ful odprte narave in tako naprej, ampak to je trenutno trend, to se po svetu dogaja, Evropa hodi vedno bolj v to smer in pač to treba narediti. Jebe se njim za odprtost ali ne, mi bomo to naredili, sploh pa ne vem, zakaj take stvari prihajajo v javnost, ker to je tako nepomembno in neumno in brez nekega smisla, ampak evo me, snemam video o tem. Tako da ja, velik nesmisel, nič, dajmo pingvine v puščave, pa nič. Zakaj kurac bi pingvin živel na mrazu? Naj tudi pride malo živeti na vroče in po noči bo spet mraz, pa bo spet vroče in suh zrak in vlaga in ne vem kaj vse. To so taki nesmisli, ki pač samo, bom rekel, razdirajo družbo in vprašanje časa je, kdaj se bo nek nepridiprav, nek res primitivc odločil, da bo, ne vem, odšel na neki WC in vse to zmetal po tleh, raztrgal in zažgal. Ne vem, dogajajo se stvari, ljudje so nestrpni, meni je vseeno, jaz samo pač razmišljam na glas, da je to nesmisel in je samo ena levičarska propaganda, ki nas pelje v prepad. Pa desničarska propaganda ni nič kaj boljša, to je vse v kurcu. Ta LGBTQ in ta odprtost do vsega je pač postala že ena velika rak rana, posod vsiljujejo to, nimaš mir pred tem in vedno se pač igra na to karto, ja, da ne bo diskriminacija, ja, treba razumeti, kot pa ti izraži svoje mnenje, si pa takoj homofob, transohob in ne vem kaj vse. Dokler kimaš z njimi, si super, kot pa greš kontra, si takoj označen za nekoga, ki je nestrpen, primitiven in tako naprej. Ne. Ful podpirajo pravico do tega, pravico do unega, vsi imajo enako pravico do tega, vsi imajo enako pravico do vložkov, vsi imajo enako pravico do izražanja mnenja, vsi imajo enako pravico do službe. Ravno tako, uporabiš to pravico, da nekaj poveš, izraziš, si pa takoj črna ovca. Ne. Dokler si tiho, je super, če pa poveš kontra, si pa takoj najslabši in najbolj nestrpen. Se pravi, to je nekako kontradiktorno temu, proti čemur se oni borijo. Dokler si tiho, je super, če pa kaj poveš kontra, si pa takoj, kako si upaš, kako si primitiven, čeprav oba imava rada to pravico, da se lahko izražava. Kot tisti, ki je za LGBTQ, kot jaz, ki sem proti. Tako da nič, moški, dajte uporabljati te vložke, da ne bo to šlo v luft. Ne vem, pač, kako jih bomo uporabljali. Dajte si jih uriti, obrišite si luleka, neste domov svoji ženi, ljubici, kakorkoli. Ženske, ki pa se pač identificirajo kot moški, pa jaz mislim, da bo na ženskem WC-ju to, kar iščete in je stvar rešen. Hvala, ker ste zdržali z mano, bi rekel Uroš Slak, se vidimo v naslednjem videu in čau!